Vem, da tisti, ki redno spremljate oddajo Volan, točno veste, kateri avto je tole. Kaj pa tisti, ki ste nas danes ujeli prvič, bi lahko uganili, kateri je? Nek križanec boste rekli, mogoče novi Koleos. A kje? To je novi Scenic. Večina me je začudeno gledala, ko sem jim pokazal, da je tole Scenic. A ni nekam visok, izgleda kot kakšen terenec, so bili najpogostejši komentarji. In točno to je želel Renault. Enoprostorniki se vse slabše prodajajo, zdaj so najbolj priljubljeni križanci, zato so Francozi naredili kompromis in izdelali enoprostornik, ki z izgledom spominja na križanca. Tudi številke govorijo temu v prid. Odtal je za 4 cm bolj odmaknen, torej zdaj oddaljenost skoraj terenskih 17 cm. In vsaj malo terenskega mogoče pove dejstvo, da je na isti platformi narejen Kadjar ali pa Nissanova Qashqai in X-Trail, čeprav tudi Renault Megane. Položaj za volanom je takšen, kot si ga želijo lastniki sodobnih križancev. Dovolj visoko se sedi in volan se odlično nastavi, je pa sprednja šipa precej bolj položna in se nosu ne vidi dovolj dobro. Kabina je glede na mere kar prostorna, prtljažnik pa meri velikih 572 litrov, če odstranite polico za dvojno dno. Potem sicer nastane takšna stopnica, če imate dolge predmete, se pa klop zelo enostavno zlaga samo z enim pritiskom. Evo, na zadnji klopi sicer ni toliko prostora, kot bi si želel, ker sem razvajen s tem, da ga je spredaj veliko. Novi Scenic je tudi 2 cm širši in 4 daljši, kar se v kabini lepo pozna. Predalčko je pa ogromno in so tudi ful veliki. Sploh tale pred sovoznikom je zelo všeč, ker gre takole lepo ven. Me pa moti, da ni nič uporabnega tukaj ob vozniku. Iz tukaj mi recimo telefon skos leti ven. Ima pa kar 4 USB vhode, 2 sta celo zadaj, da lahko vsak poln svojega. Velik zaslon pri bogatejših paketih opreme je pregleden, sam vmesnik pa zahteva nekaj privajanja, da ga obvladate. Kakšne funkcije bi lahko bolj logično razporedili in odzivnost bi bila lahko po mojem še boljša. K sreči pa so ohranili nekaj fizičnih gumbov, da jih ne iščete potem v menijih. Priporočam še projekcijski zaslon, ki stane 350 €, ampak potem lahko ves čas gledate samo še na cesto. Pričakoval sem, da bo Scenic udobnejši kot je, ampak na večini slabih cest precej trdo blaži in to bolj klasično oblikovana konkurenca opravi bolje. Se pa po drugi strani tale precej manj nagiba in občutek na volanu je kar dober. Še vedno vam ne bo dajal občutka, da morate z njim divjati, je pa za tip vozila kar lepo vozen. Poglejte mero teh pnevmatik. 195/55 R20. 20 še Megane RS nima. Tukaj pa jih imajo prav vsi Scenici od osnovne variante naprej. Naš prvi pomislek so bile cene pnevmatik, ampak zdaj že vidimo, da jih ponujajo 3 priznani proizvajalci in da je najcenejša na voljo že za nekje 125 €, kar sploh ni pretirano glede na eksotične mere. Velike luknje dobro požira, majhne, ki so jih naše ceste polne, pa ne preveč. Zato tisti, ki iščete zgolj francosko udobje, preizkusite še kaj ali izberite nižji Megane Grand Tour. Kljub obliki, ki na videz deluje aerodinamično, je v kabini tudi glasno, ko hitrost doseže avtocestnih 130. Tukaj okrog Aste brička in ogledal se zrak preveč vrtinči, zato se ga sliši v kabino. Je pa motor dokaj tih, gre za najmočnejši turbodizel v ponudbi. 1,6 litra ima in 118 kW, kar je 160 konjev. Sliši se veliko, v praksi pa se zdi, da je ravno prav. Problem je le, da je na voljo samo z robotiziranim dvosklopčnim menjalnikom EDC in je potem doplačilo 3500 € pri paketu opreme Bose, če ga primerjam s šibkejšim DCI 130, tako da bo tale očitno manj pogosta izbira. Verjetno tudi zaradi porabe, ki je pri tem sploh ne tako varčnih 7 litrov na 100 km. Sicer pa sta motor in menjalnik lepo usklajena, malo je cukanja pri speljevanju, lepo prestavlja, sicer ni najhitrejši, ima pa 7 prestav. Renault Scenic je bil leta 1996 pionir razreda manjših enoprostornikov in po 20 letih se zdi pravilno, da spet ponudi nekaj revolucionarnega. Če so to velika kolesa ali križana oblika, se pa sami odločite. Avto odlično izgleda, o tem ni dvoma.